še, fantje. Mikrofoni so že vsi zažgani, tako da ni treba nič. Ja. Ampak to sem zdaj še ne povedala. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni na današnji okrogli mizi v okviru 8. Slovenskega veterinarskega kongresa, prav na današnji Svetovni dan živali. Na okrogli mizi bomo osvetlili zakon o zaščiti živali leto dni po sprejetju novele. Seveda vsem udeležencem in tudi gostom zahvala za vaš čas v imenu organizatorjev Državnega sveta Republike Slovenije in pa predvsem Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Nacionalnega centra za dobrobit živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Glavna tema, novela zakona o zaščiti živali, ki je bila v Sloveniji sprejeta lansko leto, je v javnosti, seveda že na samem začetku, povzročila precej različnih odzivov, tudi v stroki in javnosti in na političnem parketu, vzbudila predvsem veliko pozornosti in skoraj leto dni po sprejetju bomo tako, kot se spodobi, sogovorniki iz različnih deležnikov spregovorili in tudi z časovne oddaljenosti ocenili, katere izboljšave je novela prinesla tudi v praksi. Glavni namen zakona je seveda v prvi vrsti dobrobit in korist živali, se pa med deležniki pojavljajo že prve pobude, da na osnovi izkušenj izvajanja v zadnjem letu potrebujemo potrebe po nekaterih spremembah ali pa dopolnitvah. Vesela sem, da bomo na današnji okrogli mizi s predstavniki stroke, politike in javnosti predstavili najprej izvajanje zakona in hkrati izpostavili morebitne predloge izboljšav oziroma dopolnitev in se najprej sprehodili skozi ocene današnjih spoštovanih sogovornikov, kako je v tem letu potekala implementacija te novele. Zelo sem vesela, da so z nami, to smo se naključno tako posedli, da ne bo nerazumevanja, fantje skupaj. Najprej seveda lepo pozdravljam prvo na moji levi, gospo Jadranko Juras, Društvo za pomoč živalim v stiski Lajka, lepo pozdravljeni. Gospo Vido Znoj, generalna direktorica Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Dober dan želim. Pozdravljena gospa Meira Hot, poslanka v Državnem zboru, državni svetnik gospod Branko Tomažič, vodja Nacionalnega centra za dobrobit živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Ožbalt Podpečan, dober dan, in predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Lepo pozdravljeni, Roman Žveglič. Seveda hvala tudi za vaš čas. Najprej pa bom prosila predstavnika soorganizatorja današnje okrogle mize, gospoda Branka Tomažiča, za kratek uvodni nagovor. Ja, hvala in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tudi hvala veterinarski zbornici, dr. Podpečanu, ki je izrazil željo, da bi spregovorili nekaj o zakonu o zaščiti živali en leto pozneje. Najprej bom pa čestital vsem rejcem živali, ki dobro skrbijo za živali, in tudi vsem, ki imajo veliko družinske ljubljenčke. Živali so že od nekdaj pomemben del našega življenja, omogočile so preživetje človeštva, razvoj civilizacije in kmetijskih izboljšav. Kmetje se tega še posebej zavedamo, saj smo ekonomsko odvisni od živali in večina kmetovalcev se zaveda odgovornosti do živali, tako iz vidika njihova zdravja kot dobrega počutja. Zato skrbimo, da sledimo veterinarskim smernicam in zaščitimo živali na način, ki omogoča kvalitetno prirejo ter zagotavljanje prehranske varnosti. Tudi danes smo že kar slišali nekaj razmišljanj, kako pomembna je veterina. Razmere na področju zaščite živali so trenutno nezadovoljive, saj veljavna zakonodaja ne naslavlja celovite zaščite rejnih in družnih živali. Čeprav je bil namen zadnje zakonske novele zagotoviti dobrobit vseh živali, plemenic, je treba izpostaviti, da veljavna ureditev ne upošteva specifičnih pogojev, ki se razlikujejo glede na vrsto živali in tehnologije reje. Zakon je namreč usmerjen predvsem v urejanje zaščite rejnih živali. Nadzor nad rejci živali je skoraj neomejen, še posebej ob
uvedbi instituta kvalificiranih prijaviteljev, medtem ko je nadzor nad družnimi živali, kot so hišni ljubljenčki, neučinkovit. Zanemarjanje živali in zavržene ravnanja se ne pojavljajo samo na kmetijah, ampak tudi pri drugih lastnikih živali, kamor pa nadzor ne seže, ustavna pravica, nedotakljivost stanovanja, hiše. Večina kmetov za svoje živali dobro skrbi, saj so konec koncev od njih odvisni in kmetije preko skrbi za živali skrbijo tudi za našo prehransko varnost, zdravo hrano. Za učinkovito zaščito vseh živali je treba z ustreznimi ukrepi zajeti tako rejne ali kot družne živali. Eden izmed ključnih izzivov, ki ga trenutna zakonodaja ne ureja, je tudi biovarnost, o tem vsi vemo, ne bom razpravljal. Primer protipravne odvzema živali na kmetiji Možgan, ker je država morala živali kasneje vrniti in bo morala izplačati visoko odškodnino, jasno kaže na pomanjkljivost obstoječe zakonodaje. Takšni primeri dokazujejo, da zakon ni optimalen in tudi ne ustavnopravno skladen. Zadnje spremembe zakonodaje niso bile oblikovane v sodelovanju z relativnimi strokovnjaki z področja veterine. Tukaj se moram res zahvaliti veterinarski stroki, ki je zelo odločno pristopila k temu zakonu in smo se potem tudi v državnem svetu nekako usklajevali. Zootehnike in prava. Tudi na deležniki nismo bili vključeni, mislim, kot bi rekel, Kmetijsko-gozdarska zbornica in ostali. Skrb za dobrobit živali je skupna odgovornost vseh deležnikov, vendar se očitno naši pristopi k dosedanjemu tega cilja razlikujejo. Pomembno je, da se pri pripravi sprememb zakonodaje vključi vsi ključni deležniki, saj bomo le tako sprejeli ukrepi tudi učinkoviti. Usklajen pristop, ki temelji na strokovnem znanju in celovito naslavlja vse vidike zaščite živali, je ključen za doseganje resnične dobrobit za vse živali in zagotavljanje ustavne skladnosti zakonodaje. Pri tem želim izpostaviti, da ideali posameznikov, ponovno pravim, ideali posameznikov ne morejo postati obvezna norma ali normativi. Lahko pa predstavljajo temelj za nadaljnje izboljšanje na tem področju. Rekel bi pa še eno stvar, ki tudi smo na komisiji Državnega sveta obravnavali, pravilnik o zaščiti živali, ki bo vstopil koncem leta v nekih točkah veljavo, v nekih leta 28, ki predvideva določene kar rigorozne posege, ali bomo lahko še upregali konje, jahali konje, ne bi šel zdaj v podrobnosti. O tem nam je Ministrstvo za kmetijstvo obljubilo, da bo s vsemi deležniki še enkrat odprla razpravo in upam, da bo do tega prišlo. Hvala. Hvala lepa za te uvodne misli. Gospod Tomažič, kar pridružite se nam nazaj. Že na samem začetku okrogle mize pa želim pohvaliti predvsem oba soorganizatorja, da sta dejansko izpolnila platformo okrogle mize in povabila res vse deležnike, ne glede na to, v kolikšni meri se strinjajo ali ne, in se veselim konstruktivne debate v nadaljevanju. Začeli pa bomo seveda z oceno same novele na pretečeno leto od njene uveljavitve. Kako ocenjujete razmere na področju zaščite živali in ali je zakon izpolnil vaša pričakovanja? Pa bomo začeli čisto na drugi strani. Roman Žveglič. Lep pozdrav tudi vsem v mojem imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice, zdaj leto obsorej ali da je after ali kakorkoli, lahko zdaj to imenujemo. Bom rekel, predvsem smo nezadovoljni, ali pa nezadovoljni, ampak kaj se ne moramo, da Ustavno sodišče še ni, se pravi, odločilo v tistih točkah, katere so bile dane na Ustavno sodišče. Zdaj, Kmetijsko-gozdarska zbornica ima seveda poslanstvo zastopanja in izobraževanja svojih članov. In po sprejetju zakona moram reči, da je bilo kar veliko vznemirjanja naših članov, skrbi. Zakaj? Zato, ker se je predvsem v okolici večjih mest pojavljalo, čeprav ta institut kvalificiranega prijavitelja in tako naprej ni bilo, kar nekaj velikih oseb, ki so stopali na kmečko dvorišče, opozarjali, tudi bomo rekli zelo nestrokovno, predvsem je bilo to zelo v okolici Ljubljane, predvsem na Vrhniki, in zato smo kot Kmetijsko-gozdarska zbornica skupaj z
policijsko postajo na Vrhniki organizirali posvet, izobraževanje in tam je bilo 150 vznemirjenih rejcev, kaj so njihove naloge zdaj in kaj lahko naredimo in kaj, da zakon še pač nima vsega tistega in so si pač nekateri očitno to kar prikrajali in prisvojili. To je bilo ravno tisto, česa smo se bali, ko si je zakon sprejemal, da taka stvar ne more pač tako biti, ne. In tako da smo potem še organizirali še webinar skupaj z veterinarsko zbornico in z katedro, ali kako se reče, ne vem, ja, tako. Tam je bilo tudi, se pravi, ogromno članov, ki so to poslušali, smo se to pač smo izobraževali, to smo potem tudi še delili, vidno je bilo tudi na naši spletni strani in je bilo to zelo obiskano. Res pa je, da moram reči, zdaj se opravičujem, sem mogoče malo dolgi, da so se tiste stvari potem, bom rekel, po tistem prvih mesecih po sprejemanju, se je stanje na terenu relativno umirilo, da tega vznemirjanja rejcev ni več toliko. In da smo tudi, recimo tisto, kar mi moramo sodelovati na ta način, da ko se nekje zazna resnično, da pride do kakšnih slabih praks, kar lahko pride, da je seveda potrebno najprej, da mora to skupaj stopiti stroka, ne. Ko smo mi to zaznali, če nas je rejec obvestil, ponekod tudi recimo veterinarski inšpektor, smo najprej poslali na tisto kmetijo naše strokovne službe, da so zadeve pogledale in pogledale tudi, kakšna je bila odločba ali kakor so naredili in potem tudi povedali, na kakšen način je to potrebno delati in kaj je prav in kaj ni prav, ne. In pričakovanja, bom rekel, določenih, smo imeli taka primera, da se bojo jih branili, ne vem, in javno in tako naprej. Seveda jih nismo branili, ker smo ugotovili, da je bila situacija za rejo kot taka neprimerna, res pa je, da so bile tudi takrat, bom rekel, tiste odločbe uradnega veterinarja vedno take, kot seveda morajo biti, ureditvena odločba, če tega ni, potem seveda se tudi morajo živali tam odpeljati, prodati na kakršen koli način, ne. Skratka, zaznali ste in pluse in minuse, osveščanje pa je bilo tisto bistveno in strokovno podane podlage. No, zdaj, plus je lahko rečemo v tem, da smo seveda naredili eno veliko kampanjo o ozaveščanju rejcev, kaj so njihove pravice in tudi seveda, kaj so njihove dolžnosti in da smo seveda tudi rejce obvestili, kaj pa nekdo, če pride nepooblaščen na dvorišče, kaj lahko in kakšne so tudi, bom rekel, pravice in kako naj odreagirajo. In moramo reči, da smo kar na večjih primerih, takrat na začetku tudi so rejci prijavili na policijo primer, bom rekel, nezakonitega vstopanja na dvorišče in vznemirjanja tako kmetov kot živali. Hvala lepa, rejci vedo več. Zdaj, ja, Jadranka Juras, leto dni po uveljavitvi. Ja, bi malo mešano. Malo bi prav, dogovorjeno. Izpolnjujem želje, doktor Podpečan. Ni del establishmenta. Hvala za besedo. Leto dni po. Da, zdaj razmere jaz ocenjujem kot zahtevne. Pa ne zaradi zakonodaje, ampak zaradi percepcije odnosa človek-žival, ki je problematična in na tem je potrebno še veliko delati, zato pač menim, da nam ni lahko. Ali je zakon zdaj izpolnil moja pričakovanja? V bistvu jih je. V pozitivnem smislu, o tem bomo še več govorili, v negativnem pa tudi, ker se je pač ta pravna nedoslednost pokazala kot utemeljena in smo imeli nemalo težav potem z implementacijo v postopkih. En tak zelo zanimiv, pravna nedorečenost ali pa nesmisel je bilo pač kako kvalitetno in kvantitetno zagotoviti primerni prostor in rekreacijo živali. Tu imamo ogromno težav, ker gre za zelo kompleksno vprašanje in ga poskušamo vedno znova redefinirati. Zakon nam to nalaga, mi se pač trudimo, ampak ravno zaradi te nedorečenosti smo imeli težave. Drugače pa pač ocenjujem, da se zakon izvaja in da se izvaja v korist živali. To pa moramo reči, da. Hvala lepa. Gospod Tomažič, veliko ste že uvodoma, mogoče še kakšna misel? Zakaj je Državni svet
dal veto, pa tudi nasprotoval sprejetju tega zakona, ker smo videli veliko nedorečenosti in ker je bil ta zakon tudi nekako sprejet mimo strokovne javnosti, mimo tudi predloga vlade. Vemo, da je za tega zakona tudi mogla zapustiti ministersko mesto ministrica, zdaj eni rečijo, da ne, eni da ja, pustimo. Se pravi, da je tukaj neka skupina ljudi uveljavlja neke svoje ideale. In tu vidimo tudi v Evropi, ko je zeleni prehod z nekimi ideali, se uničuje gospodarstvo, prehranska varnost, samoskrba, kar mi tudi v državnem svetu močno opozarjamo, da gremo v zeleni prehod, vendar pametno, postopoma, da ne bomo jutri lačni. Ravno tako pri tem zakonu. Zato smo potem tudi predlagali in sprejeli na državnem svetu na pobudo naše komisije dve ustavni presoji, ta 33b, 36b člen C in Č ter 43 člen. Prvi zaradi tega uradnega kvalificiranega prijavitelja, ki ne more nekako z neko, se prečujem izrazno, hibridno šolo postati nad strokovnega, usposobljenega veterinarja, inšpektorja, ki je pustil in drgnil v klopi in ima neko znanje, ter tu je tudi uradna inštitucija. In na drugi strani smo bili proti temu 43. členu, da se to živali zapleni in potem ta denar nekako razdeli v nevladne organizacije. Tu smo izredno nasprotovali, ker zame je to neka nacionalizacija, ali kakor hočete, ali pa kraja živine in državni svet je sprejel. Ugotavljamo, da je škoda, ker ni ustavno sodišče sprejelo, da bo tu odločilo takoj, ampak je pač nam odgovorilo, da bo tu prednostno in upam, da bo to čim prej. Hvala lepa, gospa Meira Hot. Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Ali je zakon izpolnil moja pričakovanja? Ne. Vam povem zakaj. Ta zakon je minimum minimuma. Ta zakon ni izpolnitev idealov neke skupine ljudi, ampak je nek minimalni kompromis za iti v tej družbi vsaj korak dlje. Cilj zakona na začetku je bil vzpostavitev centralnega zavetišča za rejne živali, čipiranje mačk. Mnogo širše rešitve so bile notri. Mi imamo veliko težav v tej državi tudi z zavetišči. Želeli smo se, da se tudi to financiranje zavetišč na nek način končno reši. Najbrž vam bojo kolegice malo več povedale o mačkah, ampak v letošnjem letu se je izjemna težava pokazala z mačkami. Pred kratkim je bil v Izoli primer povozene mucke, ki so jo otroci premlatili do konca. To vam pove, da imamo v družbi problem. In ta družbeni problem moramo reševati prav vsi. In zato sem v bistvu vesela, ko kolega pravi, da je po zakonu dejansko prišlo do izjemnega osveščanja ljudi. Jaz mislim, da je osveščanje ključna naloga vseh nas, od najmlajših do najstarejših. Mi imamo problem v družbi in nažalost na eni strani z osveščanjem, na drugi strani z velikim halojem, manipulacijami okoli tega zakona, smo tudi poslali v družbo nasprotujoča si sporočila. V Kopru veste, kaj se je zgodilo s psom. Ta primer je ostal na nivoju nekega opomina tožilke, ki je pač na osnovi telefonskega klica se odločila, da ta primer ni bil kaznivo dejanje mučenja živali. Jaz se mimogrede zelo strinjam, da imamo mi največji problem v mestih, da to ostane skrito ljudem oziroma inšpektorjem, ampak smo v ustavnopravni demokraciji, kjer je zasebna lastnina ustavno zavarovana kategorija in kakor velja nedotakljivost stanovanja, velja tudi nedotakljivost, da vam po dvorišču ne morejo hoditi. In v tem zakonu so bila jasno zapisana merila, kdaj sploh lahko in dokod lahko posamezniki ugotovi neko sum na mučenje živali pride. Ne smejo vam vstopati na dvorišče, da smo si na jasnem. Jaz sem tudi zelo vesela, da ste dali ta dva člena na presojo ustavnemu sodišču, ker želja, da bi kvalificirani prijavitelji sodelovali v postopku nikakor, ampak res nikakor ne zauzemali strokovno vodenje postopka, ampak samo bili tisti, ki jo prijavi, dobijo tudi odgovor in tako dalje. Mislim, da je prav, da tudi ustavno sodišče na koncu pove svoje, ker ta sprememba sploh ni bila tista, ki je najbolj ključna v tem zakonu. Jaz mislim, da je ena ključnih sprememb tega zakona vzpostavitev specialne enote veterinarskih inšpektorjev na terenu. Pa bo najbrž iz veterinarske uprave malo več o tem povedali, kaj in kako, ampak to se je meni zdelo ključno, ker veliko primerov, s katerimi smo se seznanili in sem prepričana, da je prav vsem vam od Koroške dalje, recimo, sigurno niso bili taki primeri v korist prav nikomor,
najbolj škodijo v resnici rejcem. Torej, ti primeri so prišli v javnost, ko je bilo prepozno, ko smo govorili o kadavrih in ne več o tem, da bi posamezne živali rešili. In point je bil v tem, da je potrebno kadrovsko okrepiti inšpekcijo in te primere zgodaj odkrivati. In ta, recimo, določba meni se zdela izjemno pomembna. Ta, s katero pravi kolega Podpečan, da ima veliko težavo, torej glede tega, kaj je sploh primerni prostor pa gibanje, razumem, da so tu težave, po drugi strani mislim, da se z podzakonskimi akti da to določbo dopolniti. Je bila pa pomembna ravno zato, ker danes opažamo v mestih, da se recimo pse zapre v kletke in se jih po cel dan ne sprehodi. In ja, žal ne more inšpektor vstopiti v stanovanje, ampak vsaj neka določba, ki daje neko možnost, da na osnovi morda pričevanj sosedov, ki bojo pa le vedeli, ker sosedi precej vemo drug o drugem in so lahko priča v postopku, izkažejo, da ta recimo kuža se ne sprehaja, da je zaprt. Imate primere, ko pes po cele dneve laja, tak primer je bil v Luciji, ugotavljam, da imamo ogromno primerov na obali, ki vam jih zdaj predstavljam. Ne? Skratka, cilj zakona nikoli še enkrat ni bil napad na rejce, ampak je bil izključno v smeri dobrobiti živali. Absolutno pa so potrebne nadaljne spremembe, ker še enkrat ta zakon je minimum minimuma. In v nadaljevanju bom morda predstavila malo bolj, kje mislim, da je zdaj ena izmed ključnih nalog, kjer bi se morali prav vsi zavzeti za temeljno spremembo. Skratka, je pa še ena stvar pomembno dodati, da zakon je tudi določil določene sprejem določenih podzakonskih aktov, recimo pri prehodnih levih. Že kar nekaj časa pričakujemo ta pravilnik, ki bo pač dodatno zapolnil vsebino in je tudi nujen za dejansko implementacijo zakona. Hočem povedati, da zakon po enem letu v določenih delih je v resnici zaživel, določenih pa potrebuje še implementacijo podzakonskih aktov, da bo dejansko zaživel. Ustavno sodišče pa je tudi prav, da pove svoje, ampak spet gre za 2 člena, ki na vse zadnje ne bosta porušila implementacijo, ampak bosta samo povedala, ali bomo imeli kvalificirane prijavitelje ali ne, ali bo denar, ki bo prišel na osnovi odvzete živali, ki bo predano šel v proračun, samo to bi še rada razjasnila. Nikoli nismo napisali, da gre nevladnim organizacijam, temveč v proračun namenjeno zaščiti živali. Lahko gre tudi za zavetišča. Hvala lepa. Hvala za ta uvodni del. Gospa Vida Znoj. Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zdaj, da odgovorim na vaše vprašanje, mislim, da je enoznačno. Samo zraven, čisto zraven, vse je, ja, tako. Mislim, da enoznačnega odgovora ni. Še posebej, ko govorimo o področju, ki je v zaščite živali, ki je družbeno tako občutljivo. Že danes smo slišali, da imamo lahko popolnoma nasprotujoča si mnenja o istih zadevah. Zdaj pa mogoče kot predstojnica organa, ki izvaja nadzor, zagotovo smo največ pridobili z ustanovitvijo posebne enote uradnih veterinarjev, ki delujejo na področju zaščite živali. Zdaj v zadnjih, mislim, da obseg nadzora, ki ga trenutno vršimo na področju zaščite, je največji, kakor je bil v zadnjih 20 letih. In ne sam namen teh ni samo to, da se ugotovi potencialne kršitelje in se odpravi nepravilnosti, ampak da se deluje povečanje nadzora deluje tudi preventivno na potencialne kršitelje. Glede same spremembe zakonodaje, zakonodaja kot taka se more spreminjati in to ni nič posebnega. Dejstvo je, da zakon o zaščiti živali, če bomo pogledali po ostalih državah članicah, se spreminja, posodablja, uvaja nove standarde na letnem nivoju. Ker tudi kot družba se glede tega zagotovo spreminjamo in temu potrebno je tudi prilagoditi samo zakonodajo. Ne glede na to, kako dobro je zakon napisan, pa je pomembno, da je napisan tudi tako, da ga je mogoče implementirati. Ni pa zakon edino zagotovilo, da bo zagotovljena zaščita oziroma dobrobit živali, ampak je povezano tudi s tem, da moramo intenzivno delati tudi na osveščanju, ozaveščanju same družbe. Ker na koncu mora se posameznik zavedati, da je žival čuteče bitje in da je dolžen tudi temu ustrezno tudi z živalmi ravnati. To bi bilo mogoče. Z moje strani smo pa na ministrstvu že pripravljamo novelo zakona, kjer bomo tudi naslovili nekatere zadeve, ker so bile že danes izpostavljene. Mogoče bi tukaj samo manjšo repliko glede biovarnosti. Naj povem, da smo v letošnjem letu sprejeli pravilnik o biovarnosti, kjer nalaga rejcem,
da bodo mogli do konca leta vzpostaviti načrt biovarnosti za svoje gospodarstvo, tako da v tem delu smo že naredili tudi korak naprej. Glede same zaščite živali ni zakon, ki ureja vse, imamo podzakonske akte, to se pravi, imamo 2 pravilnika, pravilnik o zaščiti hišnih živali in pa tudi pravilnik o zaščiti rejnih živali, ki sta prav tako v programu, da se posodobita oziroma spremenita. Hvala. Hvala lepa. Gospa Juras. Zdaj, danes so me prosili iz Zveze nevladnih organizacij za zaščito živali, katero zvezo smo pred kratkim ustanovili. No, to je ena od stvari, ki se je zgodila prav zaradi te novele, da smo se društva začela povezovati v zvezo in so me tudi prosili, da to omenim. Nisem sicer predstavnica zveze, ampak da omenim, da zveza zdaj obstaja. Moram reči, da mi po enem letu v bistvu nismo opazili prav velikih sprememb in imamo še kup predlogov in se zelo strinjam s poslanko Meiro Hot, da je to minimum od minimuma, kar je bil sprejet. Moram pa vseeno res poudariti, da je to edina vlada do zdaj, ki daje izjemne napore, vlaga v to, da se stvari spreminjajo precej rapidno in v korist živalim, ne samo v korist človeškim interesom, ker če smo čisto iskreni, zakon in pravilniki obstajajo v korist človeka, rejca, ne v korist živalim, zelo redko v korist živalim in korist živali nikoli ne bo pretehtala korist človeka. Jaz upam sicer, da bo, ampak vsi zakoni in pravilniki kažejo na to, da ne, ne. Ker tudi sam pravilnik o zaščiti rejnih živali je v bistvu dosti pametno spisan, samo če imaš ti v recimo 4. členu, v 8. členu, da živali mora biti zagotovljena svoboda gibanja, primerna njeni vrsti, pasmi, starosti in tako dalje. In naslednji stavek je, če je žival stalno ali redno privezana ali zaprta. Se pravi, jaz ne vidim smisla, zakaj sploh karkoli od tega piše, ker je totalno, drugi stavek je totalno negiranje prvega stavka. Če moraš imeti zagotovljeno, da ima žival svobodo gibanja, primerno vrsti, v drugi pa, če pa je žival stalno redno zaprta oziroma privezana. Ne. To so take stvari, ki se bo mogli bolj pogledati, te pravilnike, da se ne kontrira, da ni kontradiktoren, ne nazadnje. Vidimo tudi, sami vidimo, da so velik problem zavetišča za zaščito živali, zavetišča za zapuščene živali, problem je tudi neoskrba prostoživečih živali, nelovnih in lovnih, kjer lovne padejo popolnoma skozi. Mi zdaj tudi celo nimamo niti enega koncesionarja, ki bi poskrbel za prostoživeče živali. Skratka, se pa zelo strinjam, da je zelo pomembna bila ustanovitev posebne enote uradnih veterinarjev za nadzor živali. To se mi zdi en velik dosežek in pa tudi napori v to smer, da se tudi inšpekcijo posodablja in seznanja z novimi smernicami v zvezi z dobrobitjo živali. Kvalificirani prijavitelji ne obstajamo še, tako da ne vem, kdo je hodil na zemljišča in v kmetije, ampak že tudi, ko se bojo nekoč vzpostavili če se bodo kvalificirani prijavitelji, bo to zelo malo ljudi, ker vsakmo društvo, to sem že 100-krat povedala, smo po 3 aktivni člani in potem se to neha. Bi pa rada opozorila na to, da je treba bistveno večje poudarke dati na rejene živali, ker pravzaprav so rejene živali tiste, ki najbolj trpijo, v industriji prehrane najbolj trpijo in tudi najbolj številčno trpijo. Tako da mogli bomo narediti premik glede tega, tradicija gor dol, tudi ne moramo več delati počasnih prehodov. Zakaj ne moramo delati? Ker mi že 30-50 let govorimo o nekih prehodih, kjer bomo bolj samooskrbni, kjer bomo manj osnaževali zemljo, kjer bomo manj obremenjevali zemljo, pa se te premiki tako ne dogajajo in posledica je to, kar doživljamo danes na tem planetu, edinem, kjer lahko preživimo, tako da se ne moramo več pogovarjati o počasnih premikih, ker je to že zdavni pase, drugače nas bo pač zemlja ali nas bo odplaknila ali pa kakorkoli drugače. Tudi nam društvom je najbolj žal, da pač ta direktiva strani Evropske komisije ni prišla, ne, kakor se je obljubljalo. Tudi zelo nam je žal, da Evropska komisija in
nekatere članice Evropske unije zelo pritiskajo na to, da se spet začne, da se volka prestavi na zaščiteno vrsto, ne zelo zaščiteno, ne vem kako je uradno, zelo zaščitena ali kakšna vrsta, sprav, ki se jih ne sme odloviti, spet če dali več se poziva k temu, da se volkove postreli. In pa tudi slišim, da se spet zelo navija od nekaterih članic Evropske unije, da se poveča pridelava mesa. Čeprav vemo, da zadnja leta Evropska unija, Evropska komisija poziva, da bi bilo, da je poraba mesa, da se zmanjšuje. Vemo zakaj. Tako da, če se nam zdi mogoče idealistično, da stvari se premikajo, pa se mi zdi, da se v ozadju dogajajo tudi stvari, kjer so lobiji, ki nočejo spustiti določenih stvari, vse močnejši in vse glasnejši, ker je pa dejstvo, da je tudi javnost več ni tako naklonjena mučenju živali in pa tudi ne sami živinoreji. Pa ena zelo pomembna stvar se mi zdi, da se bo mogel narediti velik premik v pravosodju, se pravi na pravosodnem ministrstvu, v tožilstvu, na policiji, ker to so tisti končni členi, kjer recimo se pa ta mučenja živali ustavijo in ne dobijo svojega epiloga. To pa se mi zdi, da opažam, da se prepogosto dogaja, to je bilo v zvezi s to psičko, bomo videli, kaj bo z mačkom, verjetno tudi marsikatere rejne živali ne odpadejo, ampak ponavadi se je vse končalo na tej stopnji in ni prišlo do epiloga. Hvala lepa vsem. Pogledali smo na leto nazaj v splošnem, zdaj pa gremo na nekaj specifičnih vprašanj. Najprej omenili smo že gospod Tomažič ustavno presojo členov novele zakona o zaščiti. Kje je v tem trenutku, mogoče, če lahko odgovorite na to vprašanje? Ja, tudi mi si želimo, da bi ustavno sodišče to čim prej nekako odločilo. Pričakujemo pozitivno odločitev, ker mislim, da se preveč gre v to spoštovanje ustavnih načel. Pa vendar iz prvega kroga moram dve stvari še ogovoriti. Glejte, iz Ministrstva za kmetijstvo smo zdaj išli biovarnost, ponovno pri domačih živalih. Kje bo biovarnost, kje se bodo ljubljenčki sprehajali, po naših pašnikih, travnikih se najbrž ne bi smeli, ker vemo, da potem ni biovarnosti, ker se je vnos določenih bolezni z njihovimi iztrebkami. Se pravi, spet jih ponovno samo kmet. Če gledamo prvi del zakona, ponovno samo rejci. Premalo govorimo o tem tudi zaščita domačih ljubljenčkov, ki so v kletkah po 15 ur, ko so ljudje v službah. Ja, imamo zgledne zreditelje, imamo poštene zreditelje, ki skrbijo, imamo pa tudi tam odklone, kot jih imamo na kmetiji. Mi nismo nikoli rekli, da smo proti zakonu, tudi nikoli smo rekli, da je treba odklanjati te nepravilnosti, ki so. In podpiramo vsako prizadevanje, da se ščiti žival, tako ali drugačno, ampak zakaj ponovno pri kmetu? Če grem še malo nazaj, kot sem rekel, nismo proti zakonu, ampak zakon mora nekako vključiti vse, ne samo nekatere. Zakaj sem zmeraj tega šibkega kmeta bomo tolkli? Tu potem vpliva na opuščanje, umikanje. Naj povem podatek, ki sem včeraj slišal, je zelo hud, alarmanten. Odkupili smo mnogo manj govejih pitancev za zakol in tudi izvodili. To je včeraj podatek na naši komisiji. In nenazadnje, na ta vse večji nadzor, ki je pretiran, bomo vplivali, da jutri ne vemo, kaj bomo jedli. Mi bomo pri nas vse omejili, prihajalo pa iz drugih dežel, pa vemo, kakšne parametre prehrane imajo. Tako da tukaj je ena stvar. In še eno stvar bi opozoril o humanosti zavetišč, o bolanih, iztrošenih živali. A je tu humano, da te živali imamo bilo katere in jih pustimo, da tam počasi, besedo umirajo. Tu zame ni humanost. Jaz sem imel primer, ko sem klical zvečer veterinarja, kobila je bila bolana, je rekel, sem že 3krat zdrav, ne morem, na pašniku. Sem rekel, kaj bo vodke ob cesti, kaj bi ljudje rekli? Ja, rekel, ne morem. Lej, to je pa sonaravno konjarstvo, mi je rekel. Ne morem dati eutanazije. Drug dan sem prišel na pašnik, je bila poginula. Noge v les. Veste, kako to hordoviti? Zravno je plezalna stena, je bilo 10 mladih plezalcev. So že slikali, sem pristopil lepo k njim, sem rekel, lejte, to je bilo sonaravno konjarstvu. Namesto, da bi včeraj žival uspavali, ker smo videli, da je hudo bolna, smo jo pustili, da je sama poginula.
O tem tudi nočemo nič govoriti. Tudi to mora v zakonu. Dokdaj in kje. Bomo imeli še verjetno tudi na kakšno drugo temo. Gospod Podpečan, ste želeli dopolnitev? Ja, na tole moram replicirati. V takem primeru je žival potrebno eutanazirati in to je odgovornost veterinarja in samo veterinarja in tu sploh ni vprašanja. Hvala lepa. Gospa Mejrahot, bili ste med glavnimi pobudniki za novelo o zaščiti živali in sprejetjem potem nekako niso sledili drugi pravni predpisi, ki smo jih tudi danes že omenjali. Katere mogoče najbolj pogrešate in kateri bi bili po vašem mnenju potrebni najnujnejše oziroma čim prejšnje ureditve? Morda bi se morali prvo vrniti par let nazaj. Vsi veste, da smo takrat spreminjali stvarnopravni zakonik in da smo določili, da živali niso stvari, ampak da so čuteča živa bitja. Tista sprememba bi zahtevala seveda spremembo celovite zakonodaje. Dogajalo pa se je parcialno, recimo prišla je una mačka, če se spomnite, pa ki je bila v izvršbi, ne vem koliko poznate, ki so izravljeni in je šlo izvršbo, pa so to mačko dali na dražbo, pa smo potem vlagali pobude, pa se je spremenjal zakon o izvršilnem postopku, pa se določa, da živali, hišni ljubljenčki ne smejo biti predmet zastave, ne rejne, rejne so lahko, ker vemo, da krave in konje in tako dalje se lahko in še vedno pač prodajo. Ne bom tukaj zdaj govorila o tem, kaj je prav, kaj ne. Ko je prišlo do sprejetja zakona o zaščiti živali, torej sedanjega, je bilo notri tudi jasno zapisano, da za prehodne hleve je potrebno sprejeti pravilnik, ki bo določil torej točno merila, kdo, kaj, kako se lahko izvaja. To se še ne izvaja, mislim, da v tem trenutku naloge prehodnih hlevov dejansko upravljajo samo zbirni centri. Tam je bilo pa določeno, da so to lahko kmetijska gospodarstva, nevladne organizacije v javnem interesu in na koncu zbirni centri. Tako da tu bodo najbrž povedali, ampak mislim, da ste že povedali, da ste tik pred tem, da vlada to sprejme, oziroma če se motim, da gre v javno razpravo. Tu sem malo žalostna, ker sem pričakovala, da se bo vseeno hitreje delalo, ker so bili pravilniki, ki so bili zelo pomembni za to, da se zakon sploh implementira. Na drugi strani Ustavno sodišče seveda zahteva svoj čas, tako da kvalificiranih prijaviteljev še ni, in to je zelo pomembno, kar je Jadranka prej povedala. Jih ni, ne obstajajo. Tako da kdorkoli, komorkoli hodi po dvorišču, ne dela to zaradi zakona. To je treba res poudariti, ker se tu zelo mešajo stvari. Če je kvalificiranih prijaviteljev, če bo Ustavno sodišče odločilo, da jih ne bo, potem bodo društva še vedno delovala v javnem interesu. Ampak dajte si pogledati, kakšna pooblastila ima društvo, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali, pa boste zelo hitro ugotovili, da sploh ni velike razlike med tem društvom in kvalificiranim prijaviteljem. Tako da v bistvu kvalificiran prijavitelj v skladu s tem zakonom so v bistvu samo malo bolj podrobno postavljena pogoje, merila, kaj, kako ob ustavnih načelih kdo lahko sploh počne. Ampak še enkrat, to sploh ni bila ključna sprememba tega zakona, to je sprememba, ki je v bistvu zavzela največji fokus. Tako da morda sem nekoliko žalostna, da se ni dovolj hitro implementiralo določenih pravilnikov, ampak mislim, da vlada intenzivno na temu dela, še predvsem ministrstvo, tako da bo to v kratkem. Če ste me poprašali, kje vidim nujno spremembe za naprej, je pa seveda kazenski zakonik. Kazenski zakonik, sama sem dala že več pobud na Ministrstvo za pravosodje, predvsem za zvišanje kazni mučenja živali, kaznivega dejanja mučenja živali in zato, da se tudi huda malomarnost umesti kot kvalifikator za kaznivo dejanje mučenja živali. To je zdaj v zakonu o zaščiti živali sprejeto, je tudi huda malomarnost prekršek, v kazenskem zakoniku tega ni. Mi dobro vemo, kar je tudi Jadranka že prej omenila, sodni epilogi hudih kaznivih dejanj mučenja živali so posmeh družbi, ki govori, da je dobrobit živali temeljno ustavno načelo in da se v vseh postopkih temu sledi. So posmeh. Večkrat sem pozvala, da se analizira sodne odločbe, da se vidi, koliko je sploh bilo dejansko obsodilnih sodb z neko kaznjo, ne s pogojnimi kaznimi, pa ne s denarnimi kaznimi. Tega podatka sploh nikakor ne morem dobiti. Že to mi veliko pove. Lani ta primer psička, ki ga je gospod na motorju vlekel. Vi morate vedeti, da
ker gre za lokalno zadevo, malo poznam, povem, da je bilo velikokrat prijavljeno. Ta oseba je bila velikokrat prijavljena, da zanemarja, da muči to žival, pa se ni ukrepalo. Ko se je to zgodilo, policija je naredila pravilno, poklicala je tožilstvo za usmeritve kaj in kako. Tožilka ni prišla na teren, na ogled, ampak je po telefonu se odločila, da tu pa ne gre za mučenje živali. Ergo se ni zgodila obdukcija, ergo nimate dokazov za sodišče. Torej, mi imamo velik problem post factum. Veliko, tudi če inšpekcijske službe naredijo svoje naloge, tudi če zberejo dokaze, pa stroka pove svoje, greš na sodišče in na koncu se celotno delo izjalovi, ker je kaznivo dejanje mučenja živali v tej družbi tudi strani tožilstva sprejeto kot nekaj smešnega. Jaz sem imela priložnost tudi z enim tožilcem govoriti, ne bom zdaj omenila imena, ker nimam tega pooblastila, ampak je človek, ki ogromno dela na tem področju, torej na področju zaščite živali, in je jasno povedal, da na predavanjih tožilcu, ko je podal recimo en hipotetični primer in vprašal tožilca, ali bi vi takšno stvar preganjali, so si rekli, da ne, ker to bi bilo pa malo smešno. Torej, to kaznivo dejanje ne jemljemo kot resno kaznivo dejanje v pravosodju. In govorim, ne jemljemo, ker sem pravnik in lahko na ta način to povem. In tu rabimo izobraževanje tožilcev in sodstva in spremembo kazenskega zakonika. Ker tudi uradniki na Ministrstvu za pravosodje, recimo v odgovorih na več pobud, vsakeč znova pravijo, da so te kazni sorazmerne, pa da potekajo analize, ampak da iz vsega skupaj je razvidno, da so ukrepi za storilce sorazmerni. A mi na drugi strani spremljamo vedno pogostejše primere mučenja živali. Kaj nam to pove? Pove, da te kazni niso odvračilne. Te kazni niso tiste, ki bodo otrokom povedali, da je to dejanje skrajno zavržno. In tu rabimo spremembo. In to je, jaz mislim, da je ena ključnih nalog do konca tega mandata obstoječe vlade. Sama se maksimalno zavzemam na tem področju, da se v kazenskem zakoniku to dejansko spremeni in da seveda potem sledi tudi ustrezno izobraževanje, predvsem tistih, ki morajo ta pregon narediti. In mi je tudi zelo žal, ampak recimo tudi sodstvo mora se nehati notranje braniti. Ne. Ta tožilka, izredni nadzor se je zgodil, ugotovilo se je, da je ravnala napačno, ampak mislim, da je za ukrep dobila opomin. To tudi ni primer. V javnosti odmevajo tako ta zanemarjanja, se pa tudi, gospod Žveglič, pojavljajo in vidimo odmeve na rejni strani živali, pa me zanima, velikokrat se zgodi zanemarjanje zaradi stiske kmetov. Kako zbornica tam pomaga? Je takih primerov veliko, oziroma kako pridete do takih primerov, kako rejcu pomagate? Vemo, prej je gospod Tomažič sam rekel, kmetje so v stiski, v finančnih stiskah in so tudi primeri, ki se dogajajo tam. Kako lahko zbornica njim pomaga? Omenili ste, osveščali ste tudi po sprejetju novele, ampak tudi brez novele. Kako pomagati rejcem? Mi rejce izobražujemo stalno. In treba je vedeti, da ob teh številih živali, ki jih imamo, rejnih živali v Sloveniji, imamo kršitev ali zanemarjanje rejnih živali zelo malo. Res pa je, da je ob sprejemanju tega zakona v glavnem ravno rejna žival in rejci živali so prišli v prvi plan. Jaz moram reči, da sem tistim, ki ne jejo mesa in tako naprej, naj ne delajo te svoje percepcije, da bodo na to, če bodo onemogočili rejce in bili proti rejnim živalim, da bo se zato pojelo kaj manj mesa. Zato bo treba iti na drugo področje in drugo izobraževanje, ne pa bom rekel, demonizirati živinorejo. No, ampak če se vrneva, če se vrnemo zdaj na tam nazaj, do teh stvari ponovadi pride težko. Ali so to kmetije bolj na samem, ampak takoj, ko mi izvemo, bom še vedno rekel, tam, kjer prihaja do hudega zanemarjanja živali, tako kot smo imeli tudi gor do kadavru in tako naprej, tam bi seveda, ne ponovadi, ampak tam bi vedno, poleg veterinarskega in živinorejskega strokovnjaka, moral na tisto dvorišče stopiti še kakšen drug strokovnjak. Mi smo tudi iz tega področja imamo službo za psihosocialno pomoč na kmetijah, izredno dobro se je prijela.
nažalost imamo to preko projekta, ki se bo konec leta iztekel. Upam, da bomo lahko še nadaljevali s tem delom, ker smo bili vsi neverjetno presenečeni, koliko ljudi se pač na to obrne. Ne. So starosti, so take stiske, so duševne bolečine, tudi alkoholizem, gledajte, vsega tega je pri takih primerih. Skoraj, bom rekel, skoraj nikoli, ali pa lahko trdim, da nikoli pa, da bi se šlo v zavestno zanemarjanje rejnih živali. Nikoli. Ne. Lahko je včasih tudi kakšno neznanje, to seveda poskušamo urediti in to je seveda še skoraj najlažje. Kadar so pa, ne vem, psihične težave, takšne, drugačne stiske, ne, je pa še vedno potrebno, govorim, da na to dvorišče stopi poleg kmetijskega strokovnjaka in veterinarskega strokovnjaka še kakšna druga služba. Kako pa jim pomagate, ko dobite recimo tak primer? No, mi najprej gremo pogledat, ne, če dobimo, če zvemo, gremo pogledat, ali je situacija, stanje res tako, kakršno je tudi prijavljeno. V 90% ni tako, kakršna je prijava, ampak je drugačna. Se pravi, se prijava vedno spotencira, da so suhe živali, ne. Recimo, da so tekmovalni konji suhi, ne, in da se jih zanemarja. Ne. Ne, to je, so mišiče nasni, seveda niso debeli, ker je logično, da niso, ker tekmujejo. Ne. Ali imamo še druge zadeve. Moram reči, da v 90 primerih, če se na nas pride prijava, ni stanje tako, kakršno se je prijavljeno, ampak je boljše ali pa predvsem, bom rekel, je drugačno. Zakaj pa seveda potem pa z nasveti, z ukrepi, kako je potrebno stvar urediti, tehnološkimi prijemi, če se da, tisto, kar se da na hitro urediti, se tudi ponovadi na hitro uredijo, ne? Ampak še enkrat poudarjam, ob tem številu rejcev in rejnih živali je tega zelo malo. Hvala lepa. Gospa Vida Znoj, uvodoma v današnji kongres ste lepo poudarili, da so živali najprej naša skrb, potem naša last, ampak da greva na vprašanje za upravo. Kako sodelujete z drugimi inštitucijami mogoče pri zagotavljanju dobrobiti živali? Kakšne so izkušnje z temi inšpekcijskimi nadzori in kaj je novela prinesla na področju dela uradnih inštitucij oziroma na področju nadzora nad dobrobitjo živali? Nekaj ste že omenili, pa če greva bolj specifično. Mogoče bi sam najprej nekaj izpostavila, ker danes sem že večkrat slišala, da je fokus na nadzoru nad rejnimi živali, ne nad hišnimi. Zdaj, če bi pogledali naše uradne nadzore oziroma tudi podatke o številu zavezancev, katere so bile odvzete živali, bi ugotovili, da je tendenca 1/3 do 2/3 v smeri odvzema hišnih živali. In če imamo težavo za zavetišče za hišne živali, nam to zato, ker so prenapolnjena, to pomeni tudi zaradi dejstev, da imamo toliko odvzemov, to se pravi samih inšpekcijskih postopkov. Ne. Tako da trenutno je v bistvu tudi na Evropski uniji smer v harmonizaciji zakonodaje. Dejstvo je, da je Evropska uredba o dobrobiti psov in mačk in pogojih za zavetišča in pogoji za reje že praktično pred sprejemom, tako da je tudi na tem področju se tudi evropska zakonodaja zdaj harmonizira. Kaj smo pa mi kot država oziroma pristojna inštitucija pridobili z novelo zakona? Najprej bi se dotaknila tako imenovanih prehodnih hlevov. V okviru inšpekcijskih postopkov, ko je prišlo do odvzema rejnih živali, so bili vedno uradni veterinarji sami prepuščeni, katero kmetijsko gospodarstvo izbrati, da namestijo te odvzete rejnih živali. In pogosto se je pokazala tudi težava poiskati takšno kmetijsko gospodarstvo, ki je bilo pripravljeno sprejeti te živali. In z uvedbo prehodnih hlevov je to dobrodošla sprememba, zato ker smo poenotili to. Dejstvo je res, da zakon predvideva, da naloge prehodnega hleva lahko upravljajo zbirni centri, ki so odobreni pri upravi, te kmetijska gospodarstva oziroma nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu. Trenutno imamo v Sloveniji 2 prehodna hleva,
ki sta odobrena kot zbirna centra in sta pripravljena tudi upravljati to nalogo. Dejstvo pa je, da je v pripravi tudi že pravilnik o pogojih za prehodne hleve, tako da ko bo pravilnik sprejet, bo možnost, da bojo to nalogo upravljali tudi ostala kmetijska gospodarstva, ki bodo zainteresirane oziroma nevladne organizacije. Mogoče s tem povezavi tudi, da v javnosti je pogosto v bistvu povezavi s tem prišlo tudi do špekulacij glede dnevne oskrbe teh živali oziroma plačilu zneska dnevne oskrbe in ravno zato smo na upravi v bistvu se odločili, da poenotimo to in imamo določeno enotno ceno, tako da ne bo v bistvu prišlo do mogoče špekulacij na tem nivoju. Največji doprinos pri nas je bil zagotovo ustanovitev posebne enote uradnih veterinarjev. Zdaj zakon sicer predvideva, da posebna enota deluje v primeru prometnih nesreč, ko so udeležena večje število živali oziroma primerov, kjer imamo bolj kompleksnejše. Zdaj na upravi smo se odločili, da ta posebna enota nekoliko razširimo področje na ostala področja zaščite, zato ker se nam zdi pomembno, da imamo stalno enotno skupino, ki se izobražuje, ki se sestankuje, ki poenoti svoje delovanje in v tem delu smo tudi okrepili sodelovanje z Nacionalnim centrom za dobrobit živali, ki je vsaj v letošnjem letu pripravil za nas številna v bistvu strokovna mnenja, ki so zagotovo dodana vrednost v uradnih veterinarjev pri izvedbi samih inšpekcijskih postopkov. Posamezniki nacionalnega centra pa tudi sodelujejo v konkretnih inšpekcijskih postopkih kot izvedenci, kar je v bistvu njihovo mnenje zelo pomembno potem tudi pri nadaljnji odločitvi uradnega veterinarja. Pa na povezavo že na predhodno izpostavljeno, vzpostavili smo tudi protokol za veterinarsko fakulteto z Inštitutom za patologijo glede forenzične raztelezbe v primeru, ko je postavljen sum v okviru uradnega nadzora mučenja živali, poginulih oziroma evtanaziranih živali. Tukaj bi samo dodala, da uprava je v bistvu tisti vmesni člen. Na eni strani imamo prijavitelja, ki je prijavi potencialno kršitev in potem na drugi strani stranko, ki je potencialni kršitev. In naša cilj je, da naši uradni veterinari delujejo v skladu z zakonodajo in da je v bistvu da je njihovo delo zakonito in da je poskrbljeno za dobrobit živali. Pa mogoče bi potem še izpostavila dve stvari. Ena je, da, ki pa medijsko niti nista bile toliko izpostavljeni, je pa dodana vrednost oziroma vidimo to pozitivno. Eden je možnost streljanja rejnih živali na gospodarstvu. Dejstvo je, da v letu 2020 je bila sprememba evropske zakonodaje, ker je omogočil zakol živali tudi na izvornem gospodarstvu. Namen tega je tudi del zelenega dogovora, da se te živali, da zakonodaja omogoča zakol te živali na izvornem gospodarstvu z uporabo mobilne enote. V Sloveniji to dejansko še ni zaživelo, je pa v nekaterih drugih državah, predvsem v Avstriji, v Nemčiji. In namen tega je, da se izognemo nepotrebnemu transportu teh živali v klavnico, kar povzroča dodatni stres. Pa druga stvar je, da smo izvzeli iz obveznega zagotavljanja varstva na javnih površinah terapevtske pse. Zagotovo to v bistvu v širši javnosti niti ni tako pomembno, pomembno je pa za same skrbnike teh psov pri njihovih opravljanju njihovega dela in mislim, da je to zelo dobrodošla rešitev. Hvala lepa. Doktor Podpečan, Nacionalni center za dobrobit živali je intenzivno sodeloval pri presojah glede zagotavljanja zaščite in dobrobiti živali, tako z ogledi na terenu, s strokovnimi mnenji, ki so bili v pomoč pri odločitvah uradnih veterinarjev glede ukrepov. Ali ste zaznali mogoče v tem letu povečano število prijav zlorab živali po uveljavitvi in kako učinkovito se odzivajo pristojni organi zdaj v tem letu? Ja, hvala za vprašanje. Zdaj Nacionalni center za dobrobit živali nima vpogleda v število prijav, to bi prosil generalno direktorico, če lahko pojasni, če ima ta podatek. Se pa seveda v glavnem odzivamo na prijave, ki jih dobimo
direktno po mailu strani kakšne nevladne organizacije ali posameznika in pa intenzivno sodelujemo potem z Upravo za varno hrano, veterinarstvo, varstvo rastlin. V glavnem pobuda prihaja potem od njih in je to sodelovanje, kot rečeno, zelo dobro. Sodelujemo kot izvedenci v inšpekcijskih postopkih. Je pa s prijavami tako, no, da ocenjujemo, da so velikokrat upravičene, ne? Marsikdaj so pa seveda posledica tega antropomorfnega pogleda, a ne, ljudi na žival, ko pač gledajo na njih skozi svoje oči in takrat je pač potrebno si vzeti čas in ljudem razložiti, zakaj nekaj mogoče vendarle ni zmanjšalo dobrobit živali ali pa trpljenje, ne, tu. Velikokrat gre za takšno, bom rekel, siva področja, sive cone, ne, ko se dejansko ugotavlja, ali je zmanjšala dobrobit živali ali ne. Veste, tam, kjer gre za zaščito živali in za jasne znake zanemarjanja, mučenja, tam bolj ali manj stvari stojijo. Imamo pa ogromno sivih con, ne, kjer je pa dejansko potrebno presojati, ne, ali je to dejansko zanemarjanje ali ne. Oziroma ali je dejansko zmanjšalo dobrobit živali ali ne. Mi zdaj, moram reči, v letošnjem letu ocenjujemo delovanje služb, vsaj tisto, kar mi spremljamo, za korektno, dobro, ne. Seveda z vsemi težavami, ki so jih našteli, ne, kar se tiče potem doslednega izvajanja ali pa postopkov, ki sledijo njihovim odločitvam, ne. In potem smo tam, kjer smo. Mogoče samo pod vprašanje, ta antropomorfni pogled včasih tudi zmanjšuje ali ne dobrobit živali? Ja, včasih lahko, mislim, zdaj direktno ne zmanjšuje, seveda lahko pa vpliva potem na neko javno mnenje, ne, in potem na neko gonjo, ne. Zdaj poudarjam, da tudi ta vidik je potrebno upoštevati, ne. In ko se vsuje plast na socialnih omrežjih za nekaj, kar je čisto antropomorfni pogled, ne, na antropomorfizem, potem je pač problem in je lahko škoda že tudi narejena. Tako da to samo opozarjam, da je en izmed možnih, ne, razlogov. Hvala. Gospa Juras, smo postali kot družba bolj senzibilni v tem letu? Imate ta občutek? Kako je zdaj ste združeni v zvezo, verjetno še več komunicirate med seboj, imate mogoče več kakšnih anonimnih prijav, se na vas obračajo ljudje? Glede na to, da smo še nastali, v bistvu smo na začetku pozivanja društev, da se nam priključijo, tako da tukaj ni, ko bomo ena skupina in ko bo to zaživelo vsaj 1 leto, 2, bom lahko malo več povedala o tem. Bi pa saj par stvari, ki so bile rečene, mogoče bi sam pokomentirala. Glede prijave zanemarjanja rejnih živali bi o tem jaz sama ne morem govoriti, je pa tukaj gospa Natalija, ki ima Društvo za zaščito konj in na njo se največ obračajo ljudje v zvezi z zanemarjenimi rejnimi živalmi in verjetno bi vam ona odgovorila, da teh primerov ni malo in da, kot je že gospod Podpečan rekel, ponavadi so vsi te primeri prijavljanja upravičeni, več ali manj. Jaz razumem, da se rejci med sabo ščitijo, pač vrani očesa ne izkljuje, tako kot marsikaterega veterinarja, ki smo prijavljali na veterinarsko zbornico z dokazom, ko ga recimo drug veterinar spisal, da je šlo za malomarnost, pa se ni nič zgodilo. Tako da je te stvari treba malo z rezervo vzeti. Zelo rada bi poudarila eno stvar, ki se kar naprej ponavlja in to je to, da ta zakon in vsa prizadevanja, da gre za neko vegansko agendo, kar absolutno ni res, stvari so jasne, komur še ni jasno, kaj živinoreja povzroča planetu, jaz pač ne morem več tega ponavljati, to so stvari, ki so znane in ne gre za nobeno vegansko agendo. In ne gre za noben napad na rejca, se pravi, prikazovati rejca kot žrtev, ko govorimo o rejnih živali, je meni pravzaprav sprevrženo, če sem lahko čisto iskrena. Zelo redko slišim iz ust ljudi, ki so rejci, da bi kadarkoli kaj rekli o živalih, ko se o tem pogovarjamo. Vedno izključno svoje interese ščitijo. Živalskih žal nikoli.
ker je pač tudi naš pogled na živali in te družbe antropocentričen, se pravi, nam so živali dane, to pravico smo si vzeli, da z njimi upravljamo. Živali pri temu nimajo nobene besede. Tako da bi res poudarila, noben pravilnik, noben zakon, novela, ki je za dobrobit pravice živali, kakorkoli, ni usmerjanja proti nobenemu rejcu, to ni nobena antikmetijska agenda, ampak izključno gleda, kar se nas tiče, kar se mene osebno tiče, korist živali. O temu, o strahu, da je pridelava mesa v Sloveniji upadla, ne vem, mogoče bo gospa Vida Znoj popravila, ampak kar sem jaz nazadnje gledala na uradnih straneh, je to, da je Slovenija samooskrbna z mesom, se pravi, ga pridelamo veliko, je pa zelo ne samooskrbna, kar se tiče sadja in zelenjave in ga ogromno uvozimo. Kar je tle zelo zanimivo je to, da kljub temu, da je Slovenija samooskrbna z mesom, ga mi še vedno zelo veliko uvažamo, iz tujine. Se je treba vprašati, kje pa konča to slovensko meso? Verjetno v tujini, a ne? Ja, jaz tega res ne razumem. Se pravi, če smo mi samooskrbni z mesom, zakaj potem slovenski kmet raj izvaža meso, kot da bi ga ponudil slovenskemu potrošniku? To je ena stvar. To je tudi tematika za posebno Ja, okroglo seveda. mizo. Ampak je zelo pomembna, zato ker želim, da se ve, da mi ne demoniziramo rejcev in da jim nič nočemo, čist nič. Bi si želeli, da bi oni mogoče imeli malo bolj drugačen pristop do stvari, ker stvari so šle naprej. Živali so živa, čuteča, samozavedajoča se bitja, definitivno sesalci. In te apeli, da je treba medvede postreliti, da je treba volkove postreliti, to ni tako zelo enostavno. To so zveri, ki so na vrhu, to so plenilci, ki so na vrhu in urejajo ekosistem. In če mi porušimo to, če spet zmanjšamo število volkov in medvedov, pol se začne spet pozivi po drugi strani, ja, imamo pa zdaj spet veliko divjadi in tako naprej. Se pravi, to je potem začaran krog in to mi skozi gledamo. Mi se moramo zavedati, da smo del ekosistema, ne nad. In to ni nobena veganska propaganda. To vidimo, kaj se dogaja. Kdor ni slep, vidi, kaj se dogaja. Ruši se, vse se ruši. Zato pravim še enkrat, ne več počas, ne prehodi naslednjih 30 let, ker je vprašanje, a sploh bomo kot civilizacija čez 30 let obstajali. Če se komu zdi to smešno vprašanje, ali pa da znanstvena fantastika, ja ne vem, pa se je pa treba zbuditi. In sem spada definitivno tudi izpraševanje, samo izpraševanje o naši tradiciji, o naših vrednotah in o našem načinu življenja. In v naš način življenja je še kako upleten živinorejski, pač živinoreja. Tako da se bomo mogli spraševati ne kaj jemo, ampak koga jemo. Koga imamo na krožniku. To so vprašanja, o katerih se moramo spraševati. Čas je ta. Hvala lepa. Najprej dr. Podpečan. Ja, ne bi se sicer javil, ampak gospa Juras, kar se tiče veterinarske zbornice in prijav, moram reči, da z vaše strani prije zelo malo prijav. Jaz mogoče sem vas narobe razumel, ko ste rekli zelo malo, poznam vse. Vaše prijave, moram reči, da strokovna komisija dela izredno dobro in na visokem nivoju in sklepi oziroma njihovi zaključki vzdržijo tudi potem na pravnih presojah, tako da menim, da se ne pometa pod preprogo in da se ti primeri ne obravnavajo kar tako z levo roko, ampak skrajno odgovorno, resnično. Jih je pa z vaše strani zelo malo, glede na vse to, kar moramo obravnavati na veterinarski zbornici. Gospod Žveglič? Ja, jaz moram seveda par stvari pokomentirati. Človek je del ekosistema, ne? In meni je bilo zadnjič mi tudi, mi je bilo hudo, ne? Ko sem gledal, ko sem kosil, pa sem videl, kako je šakal lovil mladiča od srne, ne? In ga seveda tudi ulovil in ga raztrgal pred mojimi očmi, ne eden več jih je bilo. Ne? Če bomo zdaj šli še zakon sprejemati, ne? Da šakal ne sme, ne vem, zajcu pa srn loviti, pa mačk ne mišo in tako naprej, ne? Pol smo ne vem kam. Ne? Zdaj, kar se tiče pa še nekaj prej kazenskega zakonika in tako naprej. Ne? Jaz moram reči, da sem spremljal, se je začelo sojenje, ki je tisto otrok dol nekje v Savinjski dolini tragično, zaradi, ki je bil pozabljen v avtomobilu in je umrl. Ne? In obtožnica je, da so to naredili iz malomarnosti.
Pa moramo dati, ne vem, hudo malomarnost povsod, ne pa samo za rejce živali. Ne? Veste, ne? Če ostanemo, Ja, vem, bomo ostali pri dobrobiti boste pustili, ker to pa je pravno področje lahko- in vam takoj Gospa Meira, to moram takoj, ker samo trenutek. so me naučili, Gospod da potem se Živinović, večkrat ponovljena laž Mogoče samo, če postavi kot ostanemo pri dobrobiti živali. Sej prej smo bili pri dobrobiti živali, pa ste drugim pustili, da so šli izven tega, pa imamo verjetno tudi kmetje pravico potem še jeti na okolje. Ja pač, gledajte, kmetje, rejci smatrajo in so prepričani, da je to napad na rejce, napad na njihov način kmetovanja. Zdaj bi pa jaz vprašal nekaj drugega. 3/4 površin v Sloveniji imamo trajnega travinja. Pokažite mi sistem, da lahko iz trajnega travinja pridelaš hrano za ljudi. Ne, to je znanstveno vprašanje. Mi bomo izkoristili še publiko za nekaj vprašanj za zaključek. Gospod Tomažič, prosim, na kratko. 2 stavka, ja. Res je, kot je gospod Zvedrič na koncu končal, iz 30% gozda smo prišli na 70% in se zaraščamo, ampak eno stvar sem prej pozabil, ko ste rekli o prijavah. Anonimnih prijaviteljev je veliko. V naši vasi, po besedah inšpektora, ki me je 2-krat obiskal zaradi konja, ugotovil, da je vse v redu in šel, ni hotel zapisnika napisati, da bi lahko jaz prijavil tega anonimnega prijavitelja, ker potem mi je on povedal, da v vasi je prijava že z 5 lastnikov psov in vsi ti, prav ti dotični, so zgledni, ki 3-krat na dan peljejo na dolgi sprehod psa, tako da se nekdo izživlja. To me moti in tega preveč, prav zaradi tega zakona in spodbujanje k temu. Ampak ne moreš pa prijavljati nekaj, kar ni potrebno. In druga stvar, mi smo na Komisiji za kmetijstvo predlagali, če je veterinar mora vsako leto enkrat priti na kmetijo in ugotoviti, ali je reja v redu. In mi smo takrat predlagali, namesto kvalificiranih prijaviteljev, da bi lahko prišel 2-krat. In če ugotovi, da so določeni prekrški, vemo, da je on po službeni dolžnosti dolžan naprej sporočiti. Tako da mi smo dali roko tudi o tem, naj stroka o tem odloča, ne pa posamezniki. Hvala lepa. Gospa Meira, na kratko, potem Ja, hvala. Samo 2 stvari. Najprej bi povedala, da je zelo pomembno, v navezavi s tem, kar ste rekli, promovirati odgovorno skrbništvo. In eden izmed predlogov za spremembo zakona je bil tudi ta, da bi se uvedlo obvezno šolanje. Torej, ker v bistvu v tej državi ima lahko otroka ima lahko vsak in žival ima lahko vsak. Noben pa ne preverja pogojev, ali sploh izpolnjuješ, torej ali si primeren za skrbnika živali, in če bi mi uvedli tudi neko predfazo, bi najbrž bilo kasneje tudi veliko manj primerov, s katerimi bi se morali ukvarjati. Tako da del tega, morda za naslednjo novelo, bi bilo, da se de facto res uvede to obvezno šolanje, vsaj na začetku, ko vzameš psa, mačke in tako dalje. Takrat, ko je bil predlog, je bil tudi tam je bilo ogromen halo med ljudmi, tako da ni bilo nekega soglasja v politiki, da se to uvede, ampak to je ena izmed stvari, kjer upam, da smo vsi soglasni, da je pa potrebno uvesti. Ker to ni noben napad na rejce, to na koncu najbolj govorimo o odgovornosti tistih, ki imajo hišne ljubljenčke, kar je bila pa na začetku vaše razprave poudarjeno. Drugo bi rekla, da ne morete mešati stvari. Huda malomarnost je v pravu že zdaj utemeljena za huda kazniva dejanja. Mi govorimo o temu, da se doda, da ne rabi biti mučenje živali zgolj storjeno iz naklepa, ampak lahko tudi iz hude malomarnosti. To je zelo pomembna sprememba, ampak gre za pravno problematiko in vas ne bom s tem tukaj utrujala, samo prosim ne mešati stvari. Samo to. Hvala lepa. Gospa Znoj. Hvala za besedo. Jaz bi samo pokomentirala glede prijav. Zdaj, da bi v letošnjem letu bistveno odstopalo število prijav, dejansko ne drži, smo v okvirih v prejšnjih letih. Ugotavljamo pa, da kakorkoli že število lastniških psov narašča. In v znak tega je tudi to dejstvo, da je na področju hišnih živali nekoliko več prijav, ravno zaradi tega, ker če bomo šli danes pogledati v centralnem registru hišnih živali, je psov, ki jih je trenutno v Sloveniji bistveno, več, kakor jih je bilo v preteklih letih.
Glede mogoče bi sam komentirala tisto, kar je bilo naslovljeno, glede samooskrbe. Dejansko smo samooskrbi na področju perutninskega pa govejega mesa, na področju svinjskega mesa nismo. Ne glede na to pa se ne moremo izogniti, da smo del Evropske unije, da je prost pretok blaga. Mogoče pa ne da zagovarjam, ampak v končni fazi mora potrošnik prepoznati, da je pomembno, da kupuje slovensko. Dokler v bistvu potrošnik ni toliko zaveden, da mu je pomembno, da je poreklo mesa Slovenija, potem načeloma tudi ne moremo oporekati našemu rejcu, da svoje meso trži preko meja. Glede obiska kmetijskih gospodarstv, pa vsako leto in tudi v letošnjem letu smo namenili kar nekaj finančnih sredstev za to, da veterinarske ambulante s koncesijo opravljajo preglede teh kmetijskih gospodarstv, poročajo v sistem rezultate teh pregledov in to so nam tudi povod v okviru, če so ugotovljene nepravilnosti, da sistem sporoča nam in da se potem opravijo izredni inšpekcijski pregledi. Tako bo v letošnjem letu opravljenih okoli 28,000 kmg-midov bo pregledanih s strani veterinarjev, koncesionarjev. Hvala lepa. Jaz bi pa res izkoristila še publiko, da zastavijo. Verjetno se je tudi v publiki kakšno vprašanje izpostavilo v tem trenutku, pa mislim, da nimamo še enega mikrofona, lahko na sredini vzamem, tako. Prosim, če se predstavite in zastavite. Tomo Vankmiller, predsednik veterinarjev praktikov Slovenije. 32 let zdravim živali. Najprej zelo na široko. Zakaj sedimo tu noter v klimatiziranem prostoru? Ugasnimo klimo, rabimo energijo. Vsako uro je 20,000 avionov v zraku. Je kdo kdaj protestiral? Tretja stvar. Za hišne živali je sekcija veterinarjev praktikov pripravila pravno podlago, pripravila vzorec za letni pregled. Kdo je ta postopek ustavil? Tisti, ki se najbolj zavzemajo za te živali. Pa je stroka to zahtevala. Naslednja stvar. V parlamentu se je ustavilo, pa ne v tej sestavi, prosim. Ne v tej sestavi, ampak se je ustavilo. Mi smo zahtevali letni pregled tudi hišnega ljubljenca. Naslednja stvar, ki sem jo hotel povedati, ko ste prej rekli o antropomorfizmu. Nekaj takih primerov vam z prakse lahko povem. Ne vem, kdo se je spomnil, da telički ne smejo biti prevezani. Potem, ko so odrasle živali, ko se sesajo v boksih, ko imamo uničena vimena, ko živali zaradi tistega mastitisa, ki nastane vsled sesanja med živalmi, zbolijo in jih moramo zdraviti, ko prestajajo bolečine. Glejte, to se je tudi nekdo spomnil. Pa zato ni materialnega dokaza. Naslednji antropomorfizem. Do 8. dneva je pujsek zavestno pripravljen dati testise pri kastraciji brez narkoze. Od 8. dneva naprej pa ne. Glejte, to so take stvari, ko mi pa to v praksi doživljamo. Naslednja stvar. Veste, enostavno živali, pač po hierarhiji se z vami strinjam, živijo in so nekatere zveri, ampak mi moramo upoštevati sobivanje. In žal, pač ne moramo sobivati. Ker tudi z glodalci, gospa, ne moramo sobivati. A vi mene nagovarjate, pa imate kakšno vprašanje zdaj? Ja, seveda. Povejte ga. Ja, pravim vam, da ne moramo sobivati z zmermi. Vi meni govorite, zdaj to ni vprašanje. Vi ste postavili trditev, da ne moramo sobivati. Glejte, ne moramo sobivati z zvermi v civiliziranem svetu in moramo pač vsak imeti svoj prostor, ker drugače bo prišlo do težav, ki se bojo končale zelo tragično. V družbi, imamo še vprašanje za zaključek? Hvala. Imamo v tem trenutku še kakšno vprašanje? Takoj, samo če... Mi smo edini, ki želimo samo prostor za sebe. Ne vem, kaj ste vi meni govorili, kdo je ustavil kaj ste vi zahtevali, nič ne vem. To mi morate pokazati. Stroka je zahtevala. Skratka, niste nič konkretnega povedal. Če pustimo še gospe Jurast. Živali v suženjstvu, v reji, nimajo svobodne izbire in se lahko obnašajo samo v skladu s tem, kar jim človek nameni.
Če bi bila ta krava pa teliček v divjini, do tega mastitisa ne bi prihajali. Ker bi lahko, a ja, vi ste pa kdaj krave videli v divjini, pa ste z njimi živeli, pa so bival, a ne? Gospod dr. Podpečan, ste želeli na kratko. Zdaj pa jaz prekinjam. Ne. Lahko lepo prosim. Tako je. Mogoče samo za trenutek. Namen naše okrogle mize je, da se pogovarjamo o dobrobiti živali v dejanskem stanju glede na novelo zakona in bi prosil, da v teh okvirih ostanemo. Zaradi tega, ker imamo različna mnenja, imamo tudi vsak svoje argumente, ki so relevantni in jih pač slišimo drug drugemu. Jaz bi prosil samo za eno tako konstruktivno, kot smo rekli na samem začetku. Na nivoju, lepo prosim. Imamo še kakšno kratko vprašanje v tem trenutku? Mogoče še kdo? Ne vem, zakaj mora biti kratko. Počasi zaključujemo današnje. Potem se pač opravičujem in zahvaljujem. Jaz sem prišla kot veterinarka, kot nekdo, ki je hotel slišati mnenje stroke iz terena. Očitno to ne bo možno. Tako kot nisem bila slišana v državnem zboru, pa sem veterinarka in bom ostala najprej to, politik sem v drugi fazi. Mi je res žal, da ne morem zdaj razpravljati. Ne, bilo je rečeno kratko, a lahko naprej. To se pravi, vsi veste, da sem temu zakonu zelo nasprotovala. Zakaj? Zato, ker je bila to slaba popotnica za dobro izvajanje zakona, ker ni bil usklajen za stroko in zato ni bilo nobene potrebe, da ne bi bil usklajen. Ampak zdaj je tukaj. Jaz mislim, da določene stvari, ki so bile danes naštete, da so dobre, niso posledica tega zakona oziroma saj ne bi smele biti. Rečeno je bilo, in tu bi pa prosila res za odgovor, da je ena od najboljših stvari tega zakona posebna mobilna enota. Direktorica dobro ve, da je že ena mobilna enota na upravi deluje in da zato ni bilo treba spreminjati zakona, ker to lahko narediš z spremembo sistemizacije. Če ne, vprašajte koga, ki se na to spozna, mogoče se Matjaž Gučuk na to dobro spozna. Zato bi bilo dobro, da bi zdaj vsaj slišali, kaj ste na področju tega naredili, koliko je teh novih zaposlenih, koliko novih veterinarjev ste za to dobili s strani države, kakšni so rezultati dela tega posebne mobilne enote. Tu bi prosila, imamo glavnega inšpektorja, da bi nam mogoče povedal, kako on ocenjuje to delo. Potem bi vas res prosila, da ne pripisujemo temu zakonu izobraževanja in vsega, kar se tiče preprečitve nezaželenih mladičev, ker to vse se je na upravi včasih delalo in se bi moralo delati brez tega zakona. Sem pa zagovornica spremembe zakonodaje zaradi tega, ker je samo, če sledimo trendom razvoja, tudi lahko zagotavljamo primerno zaščito živali. Sama sem bila soavtorica 7 zakonov in mislim, da je 8. in 9. in 10. da bo potreben. Vendar si upam trditi, da so bili vsi zakoni napisani skupaj s pomočjo stroke in tako bi tudi naslednji morali biti napisani. Kje pa jaz vidim težavo, da bo potrebno spreminjati še zakonodajo in upam, da jo ne bojo pisali, kot je rekla direktorica, na ministrstvu, ampak na upravi, ker tam je stroka, včasih je vsaj tako bilo, da bo treba poseči na področje zaščite v zavetiščih. Jaz si upam trditi, da v zavetiščih, ki so tako prepolna, zdaj že prihaja do kršitve pravic živali in mislim, da boste morali temu področju posvetiti posebno pozornost. Hvala lepa. Vsekakor pa bi rada pozdravila, da je končno gospa Jadranka povedala, da je se zveza vzpostavila, ker to je nuja in sem res vesela, ker se bo Jadranka spomnila in gospa Nedeljkotova, da je bila to moja pobuda in sem tega res zelo vesela in vesela sem, kar je rekla kolegica Mera Hotova, da bo potrebno na področju sodstva, tožilstva absolutno doseči spremembe,
kaj ti primer, o katerem ste rekli, je v nebo vpijoč, to je pes, ki so ga vlekli. Gospod Kozina je na našem, boste se spomnili, prvi obravnavi, splošni obravnavi zakona rekel, da smo veterinarji oholi, kdor je bil tam, pa nismo veterinarji oholi, se pa bojim, da so tožilci zamudili, da bi še kaj dobrega naredili in upam, da bojo tudi naredili in tu računam na pomoč kolegice Meire Hot in računam, da bo uprava, tako kot je tudi javno obljubila na odboru za kmetijstvo, konc leta prišla z dopolnjeno spremembo tega zakona, ki ga dejansko rabimo, na Ustavno sodišče pa seveda nimamo nobenega vpliva, bomo pa čakali. Hvala lepa. Hvala lepa. Bomo odgovarjali zdajle, kar izvolite, gospa Vida. Hvala za vprašanje. Najprej mobilna enota je zagotovo na upravi že dlje časa. Naloga mobilne enote, da kontrolira v prometu. Ta posebna enota, ki je bila oblikovana, ne upravlja naloge mobilne enote, ampak gre za posebno enoto, specializirano enoto na področju zaščite živali, ki do sedaj v bistvu nismo. Na ta račun, naj povem, smo dobili v kadrovski načrt 12 novih zaposlitev uradnih veterinarjev. Ravno na ta račun, kar, če pa zdaj še nekaj povem, v letu 2013 je bil kadrovski načrt uprave 405, v letu 2023 je bil 408. Na podlagi tega, je bil 408, na podlagi tega zakona je trenutno kadrovski načrt v 420. S tem, da morate vedeti, vi ste bili tudi bivša generalna direktorica uprave, da v vseh teh letih smo dobili dodatne naloge, nikoli pa nismo dobili zvišanja kadrovskega načrta, zato tukaj rečem, da je samo dodana vrednost. Glede zavetišč se mi tega zavedamo, problem pa je, kot verjetno tudi sama veste, da je nastal problem z novelo v letu 2021, kjer določena način plačevanja stroškov v zavetišču z zapuščenim živalim niso bile takrat urejena, kljub temu, da se je spremenila v delu, da se ne omogoča več evtanazija po 30 dnevu. Tudi to smo imeli že 2 sestanka, eden je bil z predstavniki občin, drugi za zavetišč in v bistvu imamo že pripravljeno vsebino, kako bomo to ustrezno uredili. Tako da to bi bilo z moje strani. Hvala lepa, gospa Znoj. Spoštovani, bi želeli še nekaj odzivov. Doktor Podpečan, ste želeli, sicer bi mogoče počasi z zaključnimi mislimi. Gospod Žveglič, bomo spet začeli na vaši strani. Danes... Smo kmetje ta zadnje, ne? Kako, prosim? Ponovadi smo kmetje ta zadnje, razen pri šahu se jih najprej žrtvujem. Ni res, mi živimo... Prosim? Lahko v tem trenutku še ta odgovor, no. Lahko še vam prinesemo mikrofon. Ja, sicer niti ne razumem vprašanja, koliko pregledov, ne, strani koga, ne. Namreč imamo res, tako kot je že generalna direktorica rekla, ne smemo mešati mobilne enote, ki ima čist drug del, nekaj pa posebna enota, ne. Posebna enota je bila ravno kar ustanovljena, ne. Mobilna enota ima 4 člane, posebna enota uradnih veterinarjev ima 36 članov in ima čist druge zadolžitve. Tako da boste pustili, da odgovorim do konca. Zdaj, v številu nadzorov, mislim, da je brezpredmetno zdaj tukaj govoriti, koliko jih je naredila mobilna enota, koliko pa posebne enote, ker se gre za različne primere. Ja. Dela v skladu z navodili, točno tiste pač nadzore, ki pač jih ima po opisu deli nalog. Po oblastilu? Ne po oblastilu, tudi po navodilu, ker imamo posebno navodilo za delovanje posebne enote uradnih veterinarjev, ki jih je trenutno 36 in dela vse v okviru tega. Hvala lepa. Tudi organigram oziroma pač algoritem postopanja je zelo jasno postavljen, tudi glede delegiranja dela je zelo jasno postavljeno, tako da vse teče tako kot treba. Sicer pa bo še čas takoj po uradnem delu, da ostanete, da poklepetate, da se pogovorite med seboj. Verjamem, da si imate veliko povedati, da se mogoče nekateri tudi niste srečali čez leto in verjamem, da bo to izjemna priložnost, da mogoče zbližate stališča. Gospod Žveglič.
Zaključna misel. Zaključna misel. Na pričakovanja smo rekli, a ne mogoče. Ja, bom javno prosil direktorico, da nam pokaže zdaj, da nam pošle kalkulacijo za te živali, ki grejo v zavetišče, ker bi jih silno rad primerjali z kalkulacijo stroškov, ki jih dela Kmetijski inštitut in z kalkulacijo odkupnih cen, katerih kmetje dobimo. Drugače pa tako, gledajte, slovenski kmetje bomo še naprej obdelovali zemljo, še naprej bomo redili živali, tudi krave, molzli bomo krave, redili bomo prašiče, piščance, poskusili pa seveda maksimalno dobro poskrbeti za njihov dobrobit, pač v tistem okviru, kakor je tudi zakonodaja temu namenjena. Hvala lepa, dr. Podpečan. No in ravno zaradi tega je naša dolžnost, se pravi Nacionalnega centra za dobrobit živali, ob dejstvu, da živinoreja pač ostaja v državi, da redefiniramo pogoje reje. Mi imamo zelo stara priporočila in smernice, kar se tiče recimo širine, dolžine in tako naprej v rejnih objektih, kjer so živali nastanjene, boksi, privezi in tako naprej. Te stvari je obe stroki morata v kratkem času redefinirati in napisati na novo v skladu z najnovejšimi smernicami dobrobiti in tudi dejstva, da so se živali v teh 40 letih, odkolikor imamo mi stare smernice, močno tudi spremenile, fizionomija njihova se je in to je treba enostavno upoštevati. In druga stvar, v bodočnosti, mislim, nujno je potrebno to zavest širjenja odnosa človek-žival uvesti tudi v kurikulume in se začeti že v vrtcu ali pa v osnovnih šolah. Naj povem, da nam je šele zdaj po letih uspelo na veterinarski fakulteti, da smo uspeli pedagoško fakulteto prepričati, da bo en izbirni predmet, ki bo začel bodoče učitelje izobraževati o tem, kako je potrebno gledati na žival, kako žival funkcionira in kako pomemben je ta odnos človeka do živali, da bojo pač znali ustrezno potem izobraževati tudi mlajše generacije in začne se v bistvu vse dobesedno v družini ali pa v zgodnji mladosti. Hvala lepa. Gospod Tomažič. Ja, načelo mora biti vseh nas, da skrbimo za rejne živali, da skrbimo za domače živali. Poudaril bi pa to, da se tako pomembni zakoni ne morejo dati v proceduro in sprejemati za skupino ideologov, ki imajo nekaj ekstremna razmišljanja, ampak tukaj mora biti glavno stroka. Mimo stroke take pobude ne smejo naprej, ker potem pride do takih anomalij, kot je ta zakon. Jaz verjamem, da lahko predlagateljice so bile v smislu reševali to problematiko na tak način. Upam, da se gospe May Hot na začetku ni zareklo, ker moram posnetek še enkrat pogledati, da je tudi glavni cilj zakona, da bi prišle zavetišča do denarja. Če je pa to bo glavni cilj, potem pa zelo, zelo narobe. Hvala lepa, gospa Meira Hot. No, seveda tega nisem rekla. Še enkrat, glavni cilj zakona je bilo odpraviti čim več anomalij na terenu in vse z ciljem dobrobiti živali, načelom dobrobiti živali. Prav tako ponavljam, da gre za minimum minimuma in da je daleč od tega, da je ta pot končana. Terciarno, zelo se mi zdi pomembno, kar je gospod Podpečan sedaj povedal, ker mi res moramo začeti v vrtcih in v šolah spremenjati razmišljanje naših najmlajših, jih učiti odnosu do živali, zato da preprečimo kasnejše anomalije v družbi. Definitivno je tudi povezava, mislim, da ste prej govorili o psihičnem stanju veterinarjev, lahko bi tudi o psihičnem stanju družbe in o povezavi med primeri mučenja živali in psihopatologijo tega človeka kasneje v življenju. Velika je povezava in korelacija med mučenjem živali in mučenjem človeka. Hočem reči, kdor je do živali slab, verjemite mi, da tudi do človeka ni dober. To je dejstvo. Tako da zelo pozdravljam pobudo, da bi se to uvedlo v šole in vrtce, ker mislim, da z spreminjanjem miselnosti najmlajših lahko dejansko potem tudi spreminjaš družbo in to se tudi vidi po tistih. Pa prosim vas, ne imenujte predlagatelji, ste rekli, pa potem tako je predlagateljice, tako že feminizacija, tako je, ker smo pač to ženske, in sekundarno ideologe. Nikoli se ni, in to ideologe seveda v ponižujočem smislu. Mi vas nismo poniževali,
dajmo ne poniževati se. Nasprotno, ker namen današnje okrogle mize, kako sem jaz razumela, kakršno je bilo vabilo, je približati različne argumente, najti, kje je ta zakon v praksi se izkazal kot pomanjkljiv in dati smernice tudi stroke danes prisotne, zato da pripravi nove novele, ki mimogrede ni nič takega, da se pripravlja na letnem ali pa na 2-letnem nivoju, ker namen zakonodaje je seveda primarno spremljati družbeno stanje in hitro nagovoriti in reševati vprašanja. In nič ni narobe povedati, da zakon nikoli ni bil mišljen kot zadnja stopnička in reči, da je zdaj to vse popolno, ampak še enkrat, bil je nek minimum minimuma in tudi ta minimum minimuma je v procesu doživel marsikatero spremembo in na koncu recimo niste se dotaknili sicer čipiranja mačk, ampak jaz mislim, da bo to ena izmed zelo pomembnih vprašanj za naprej, ne? Ker čipiranje mačk in dejstvo, da jih je letos, mislim, da imajo društva izjemen problem na tem področju, to se pač rešilo ni, ampak tukaj je velik problem. Mislim pa, da poleg smiselnosti v vrtcih je res zelo, zelo pomembno spremeniti kazenski zakonik. To je ključ za to, da se pokaže, da so ta dejanja v družbi zavržna in da tudi vse delo inšpektorjev in veterinarjev in tudi rejcev na koncu konca in tudi društev, ki na področju zaščite živali delajo, se ne izjalovi. Sodne epiloge je potrebno dobiti, tožilstvo mora razumeti, kaj je mučenje živali, sodstvo pa prav tako. Hvala. Hvala lepa, gospa Znoj. Mogoče samo odgovor, bomo z veseljem poslali vam kalkulacijo, jo nismo pripravili na upravi, ampak je za nas pripravila uradna inštitucija. Glede ciljev za naprej pa pripravljamo novelo zakona, ki bo v bistvu naslovila nekatere ta naša vprašanja. Med drugim tudi se zavedamo problematike predvsem prostoživečih mačk, bo naslovila tudi ta del glede izvajanja ukrepov za obvladovanje njihove same populacije. Danes nismo izpostavili, pa bomo potrebno tudi še glede posedovanja eksotičnih živali. To je še ena točka, s katero se srečujemo in bojo treba drugače urediti. Nekaj tudi glede višine glob za same kršitelje, ti že več let niso bile spremenjene, poleg tega nekatere kršitve niso bile opredeljene. Poleg zakonodaje pa moram poudariti, da zakonodaja ni edino zagotovilo, da se bo izboljšala dobrobit živali. Je pomembna, da je dobro napisana, da se jo da implementirati. Delati bo treba na ozaveščanju in osveščanju. Uprava v bistvu dela ima vsakoletno kampanjo Moja žival, moja odgovornost. V letošnjem letu smo to kampanjo nadgradili in v bistvu bomo delali še dodatno na tem, da se osvešča populacija o tem, kaj pomeni odgovorno skrbništvo. Hvala lepa. Gospa Jadranka Juras. Jaz bom rekla tako, da ker sem bila verjetno tukaj tista označena ekstremistka, bom sam dala eno vprašanje v prostor. Nikar. Ne rabim odgovori, jasno vsakmu. Hecam se. To je bila šala, da ne bo kdo. Ker je lepo, če se posmejimo ob koncu. Zelo je pomembno, da se začnemo spraševati o samoumevnih stvareh in za vse tiste, ki si želimo, da bi živali pač ne bile več del naše družbe v smislu tega, da smo mi njihovi lastniki in da mi razpolagamo z njihovim enim in edinim življenjem, vas bom vprašala, kaj je bolj ekstremnega od tega, da ta civilizacija vsako leto pobije 92 milijard kopenskih živali in 3 bilijone morskih živali. Če to ni ekstremizem, potem jaz res ne vem, kaj je ekstremizem. Ampak... Treba menjati civilizacijo, ne? Prosim? Civilizacijo treba menjati. Ja, ker če niste sprijatelji s to civilizacijo, ne? Treba se spraševati o samoumevnih stvarih in o načinu življenja. In če nekaj ni življenjska nuja za nas, ampak je predmet izbire, je treba se vprašati, a je ta naša izbira pravilna, etična in moralna. Hvala lepa. Hvala. V tem trenutku zaključujem uradni del te okrogle mize. Ostaja pa čas, da poklepetate, da si odgovorite na to vprašanje, da mogoče presežemo samo tisto, kar sami razmišljamo
in se pogovorimo danes s tistim, ki razmišlja čisto drugače kot mi, pa najdemo včasih kakšen skupen jezik. Hvala Državnemu svetu, hvala Nacionalnemu za organizacijo te okrogle mize. Vsi smo preživeli in vas vabim na kavo naprej. Hvala lepa, bodite dobro.